Lepo pozdravljeni, spoštovani gostje. Naj vas v imenu organizatorja današnje okrogle mize z naslovom Iskreno o multipli sklerozi povabim, dovolite, da vam izrazim lep pozdrav. Da bomo vsi skupaj začutili, v čem bo tekla današnja okrogla miza, nekaj slutimo že iz naslova Iskreno o multipli sklerozi, si bomo pogledali najprej en video. Vse od začetka te poskuša prikrajšati za tvoje radosti. Ne zna se obnašati. Zlobna je. Slediti kot senca in išče izgovore, da ti jemlje pogum. Ko se nekega jutra zbudiš, ti hoče skriti vso lepoto sveta. Iz zlobe ti včasih daje videz šibkosti. Zato mnogi ob srečanju z njo zavijejo z očmi. Potem te nekaj časa pusti pri miru, a se nenadoma muhasto vrne, ravno ko že pozabiš nanjo. Multipla skleroza je zlobna bolezen. Ponavljajoča se in nepredvidljiva se v čem drugih zdi le skupek vsakdanjih težav. No, kam vas lahko pelje? Ko jo srečaš, ne oklevaj, odpri oči. Torej, danes na široko odpiramo oči multipli sklerozi, poskušali jo bomo doživeti, jo razumeti, predvsem pa dobiti čim več informacij o bolezni in težavah bolnikov z multiplo sklerozo. Zakaj smo izbrali današnji dan? Zakaj današnji dan izbral organizator te okrogle mize, torej Društvo Spoznajmo multiplo sklerozo, zato ker jutri obeležujemo svetovni dan. Na okrogli mizi bomo spregovorili o izzivih in potrebah, s katerimi se soočajo bolniki s to kronično avtoimuno vnetno boleznijo, ki jo ima v Sloveniji okoli 3000 ljudi. Ker za multiplo sklerozo zbolevajo najpogosteje mladi ljudje, stari med 20 in 40 let, ženske kar dvakrat pogosteje kot moški, je multipla skleroza seveda velik izziv v prvi vrsti za bolnike in tudi njihove družine, njihove bližnje. Najprej bomo prisluhnili pogovoru s predsednico Društva Spoznajmo multiplo sklerozo, Renato Žohar, ki bo z nami delila nekaj svojih spoznanj o življenju z multiplo sklerozo. Potem pa bo sledil pogovor z dvema strokovnjakinjama. Prva prihaja z Nevrološke klinike UKC Ljubljana, to je klinična psihologinja, docentka doktorica Ana Ožura Brečko. Druga gospa pa prihaja iz URI Soča, je delovna terapevtka Dejana Zajc. Obema lep pozdrav in hvala lepa, ker ste si vzeli čas in se nam danes pridružili. V zadnjem delu današnjega srečanja bomo predstavili MS Reporter. Gre za nov kanal izobraževalnih videovsebin na YouTubu, ki na strokoven, a poljuden način predstavi težave, s katerimi se soočajo bolniki z multiplo sklerozo. Srečanje bomo zaključili približno tja do 12. ure. Zdaj pa z veseljem pozdravljam gospo Renato Žohar, predsednico Društva Spoznajmo multiplo sklerozo. Renata, po stroki ste delovna terapevtka, po duši ste mamica, ste soproga, po spletu okoliščin pa ste tudi bolnica z multiplo sklerozo in sicer z, mislim, da eno najpogostejših oblik, recidivno remitentno obliko multiple skleroze. Kaj ta diagnoza v resnici pomeni? Kaj to pomeni bolnik z multiplo sklerozo? Jaz vedno rečem, to je tako, kot da dobiš enega sopotnika k sebi, ki te spremlja 24 ur na dan. Ta sopotnik je mogoče včasih prijeten, pogovorljiv, prijazen, ob drugi strani pa potem zna biti kar tak, bi rekla, nesramen, agresiven, muhast
predvsem muhast. In se vedno dogovarjaš. Jaz rečem, včasih se tako malo pohecam, rečem, jaz sem se skregala sama s sabo. Ne, skregala sem se z multiplo. Zdaj, katera bo glavna? Ali ona, ali jaz. Pa se moramo dogovoriti, kdaj bo katera glavna. Živeti z multiplo sklerozo, bom rekla, je težko. Včasih se pogovarjamo, govorimo, ja, pa se gre, pa se življenje si seveda osmisliš, delaš velike stvari. To je vse lepo in prav in se super sliši. Ne smemo poiti mimo tega, živeti z multiplo, pa je težko življenje, tako kot smo v prispevki slišali in mi je to tako všeč, da sem nekje slišala, da se je izgovorilo na glas, da je zlobna bolezen. Ja, zlobna bolezen je zraven nas, ampak vsi tisti, ko imate multiplo, veste, da se tudi da krotiti, tako ali pa drugače. Renata, zlobna bolezen, ki se jo kroti, slišali bomo v nadaljevanju, da jo vi kar dosti dobro nadzorujete, krotite, kolikor gre. Tisto, kar nas zanima, je seveda, kako se vse skupaj začelo, ker so simptomi v resnici pri vsakem bolniku malo drugačni in kot bomo gotovo slišali tudi v nadaljevanju, ne tako zelo značilni, da bi tudi zdravniki vedno vedeli na prvo žogo in posumili na multiplo sklerozo. Kako je to potekalo pri vas? Ja, bom rekla, da v začetku, ko se določeni znaki pojavljajo, se mi vidi, je najbolj problem to, da se dogaja pri zelo mladih ljudeh. In takrat meni se je začelo dogajati, ko sem bila stara 20 let, vem, da sem študirala, huda pekoča bolečina po roki, sem šla na nevrološko kliniko, tam sem čakala nevrologa in sem rekla, glejte, vam pa ni nič, vi ste pa premladi za bilo kaj, je čist v redu z vami, se pa vam ne more biti nič. In se mi zdi, da je prav mladost tista, ko nas zdravniki ne jemljajo resno, ker smo mlade. Potem so stvari izvenele, tako kot tudi lahko zagon izveni. 3 leta pozneje, oziroma slabe 4 leta, pa se je potem bolezen pokazala v celi sliki. Imela sem tako oslabelo desno nogo, oslabelo desno roko, ogromna utrujenost se je pojavljala, pa dvojni vid. In takrat je bila klinična slika tako močna, da so me pa vzeli resno, naredili magnet, vzeli likvor in potrdili diagnozo multiplo sklerozo. Povedali ste mi, da ste tudi sami, kot delavka v zdravstvu, kot delovna terapevtka, že nekako pri sebi slutili, da bi lahko šlo za to diagnozo. Potem ste to diagnozo, so vam jo potrdili, so si jo sami sebi zdravniki. Kakšni so bili vaši občutki ob tem? Vas je bilo strah? Kot delovna terapevtka sem rekla, pa dobro, no ja, gled, ne bom si dovolila, da me nekaj takega uniči. Jaz sem delovni terapeut stremi k aktivnosti, k reševanju težav, k življenju z nekimi omejitvami. In sem se vprašala, pa dobro, no pa kakšne omejitve imam jaz, kako si bom jaz sama sebi kot delovni terapeut lahko pomagala, kaj jaz rabim. In sem takrat vstopila v stik z neurofizioterapevtko, za katero sva potem nekako začele voditi moje telo, kaj bi jaz želela delati. Ona mi pa je postavljala zrcalo, kako se jaz ob določenih aktivnostih vedem, kakšne vzorce se mi pojavljajo. In potem smo skupaj probale uskladiti delovanje mojega telesa z aktivnostjo. In to mi je bilo zelo pomembno, da vzdržujem telesno aktivnost čim dlje takšno, kot še je. Sicer zdaj bomo rekli, ja, sem še aktivna, ampak določene stvari pa enostavno grejo svojo pot. Bolezen gre svojo pot in trenutno imam težave z hojo. Vse verjetno ste vsi opazili, da se to kar vidno.
Sedaj je problem, ali jaz lahko hodim s takšno hojo med ljudmi. Koliko je to moteče za mene, oziroma koliko je to lahko moteče za okolico. Tako da sedaj sem se borila pa s tem, ko rečemo, da smo sami sebi najboljši, kljub temu, kakšni smo, kakšna sem, pa zdaj lažje grem med ljudi. In tudi me tako ne moti, da šepam. Kot me je to takrat, ko se pa je res začelo. Ko se je res začelo, ste rekli, a ne, kot tudi po svoji stroki, pa glede na svoje izkušnje, ste rekli, grem proaktivno v ta problem, poiskali ste pomoč, rekli, vzdrževali gibljivost, kolikor se je dalo, intenzivno in močno. Zanima me tudi tisti del, ki ga nosimo v srcu, v duši, to so naša čustva. Take bolezni kronične, vi jo dobro poznate, ste jo že prej, ni tako enostavno sprejeti. In omenili ste mi, da je težko soočenje z dejstvom, da je zdravje zavedno izgubljeno. Ja, to so pač, bi rekli, vsega v življenju tako ne moremo imeti, ne? Ako rečemo, to, da tudi na loteriji zadenemo, je zelo mala možnost. In pač, jaz sem izgubila zdravje, Pa dobro, pa vse se mogoče mi včasih, ko imamo multiplo, malo pošalimo, pa rečemo, da smo bolani takrat, ko smo prehlajeni. Ali pa, ko imamo kakšno drugo težavo, ne. Multipla pa je že del nas in že ne rečemo, da je to naše zdravje oziroma bolezen. To smo pač enostavno mi. In ta del te izgube pač nečesa ni. In jaz osebno se ne ukvarjam toliko s tem, česa ni. Ampak grem, kaj pa lahko? Ker se mi zdi, ko se bom začela pa hoditi v krogu, česa ni, iz tega kroga ne bom več mogla priti ven. In takrat sem izgubljena. In te izgube, svoje izgubljenosti, tega pa se res bojim. Ker vedno še je možnost, dokler lahko razmišljamo, da lahko nekaj dobrega naredimo, da je drugače. In seveda, da danes lahko tako študiram, razmišljam, je tudi pomemben suport družine. Brez tega pa ne gre. Suport družine, v vašem primeru vašega soproga Igorja, stal vam je ob strani vse od v resnici vaše diagnoze, čeprav vem, sta bila v resnici že takrat mlad par, šla skozi začetek bolezni skupaj, sta še vedno skupaj po vseh teh letih in imata tudi hčerko, ki se je iz te novo nastale situacije v vaši družini, je tudi marsikaj dobila, rekli ste mi, da je zelo samostojna. Ja, no, glede tega, kako smo se midva z Igorjem spoznala, so grozne štorije. In potem tudi, kako je multipla stopila v najino življenje, pa še večje. In najine odločitve, najina prepričevanja, prilagajanja, suport, to je res ena velika izkušnja. Bom rekla za oba, ne samo za mene, jaz mislim, kaj je tudi Igor kaj s tem pridobil, sicer tudi izgubil, ne moremo reči, da vse pridobimo, da je tudi kaj izgubil. Skupaj sva se tudi odločila, da bomo imela otroka in smo takrat rekla, glej, enega otroka bomo imela, probamo, bomo videla, kako bo in potem bomo naprej reševala stvari. Res je, v dvoje gre bistveno lažje, ne. Sicer ne trdim, da je pri nama tako vse super in da se samo kimamo en drugemu daleč od tega, ne. Se mi zdi, da se največ tudi povemo takrat, ko se malo spričkamo, ne, pa potem, ko se vemo spet pobotati. Tako da se mi zdi to zelo, zelo pomembno. Ker, kot pravite, multipla skleroza ni
bolezen posameznika, ampak kar cele družine oziroma partnerja, njegovih bližnjih, tudi staršev. Ne nazadnje gre za bolnike, ki so v povprečju, ki ste v povprečju zelo, zelo mladi, v najbolj aktivnih letih. Statistika govori v času, obdobju med 20 in 40 letom. Takrat vemo se ljudem največ zanimivih reči zgodi, pa hkrati je to eno najbolj napornih obdobij sicer v življenju. Ja, jaz mislim, da je takrat zelo težko sprejemati določene odločitve. Predvsem to, ko zaključiš neko šolanje, si iščeš službo, se pojavi eno vprašanje, ali naj jaz delodajalcu povem, da imam multiplo sklerozo. Ali bo moj delodajalec izvedel, da imam multiplo sklerozo? Kaj se bo z mano zgodilo, če bom jaz šel v bolniško? Kaj se bo z mano zgodilo, če bodo vedeli, da imam jaz določene omejitve? In seveda, koliko jaz izgubim, če imam status invalida? A veste, to so takšna vprašanja, ki nam se vedno porajajo po glavi. Zelo življenjska, ne? Ja, in glejte, pol je to. Pol je ustvarjanje, ne vem, stanovanja. Že takrat, če že veš, da imaš multiplo sklerozo, je smiselno razmišljati, kakšno stanovanje kupiš, kje ga kupiš, verjetno ne v 4. štuku, čeprav še si fit. Ne veš, kaj bo čez 10 let, mogoče že čez 2 leti. Če gradiš hišo, je smiselno prilagoditi hišo na kakšne omejitve, ki lahko sledijo. Lahko pa jih ne bo. Ampak moramo vedno z enim planom B delati, te odločitve sprejemati. Tudi ne vem, ko jemljamo kredit na banke, se ne veš, kako dolgo boš delal, kako dolgo boš funkcioniral. In vse moramo gledati naprej. In tu je glih vedno, ko je multipla zraven nas. Fajn bi bilo, če bi jaz lahko vprašala, čuj, halo, daj povej mi, kako dolgo boš takšna, da si jaz vem nekaj splanirati. Ali gremo na dopust, daj povej mi, če planiramo dopust januara, bom junija še ok. Ali kaj naj rečem potem junija? Mislim, in je to vedno problem planiranja. In vedno moramo gledati, kaj bo multipla lahko naredila. Ni nujno, da bo, ampak plan B mora biti vedno. Se pravi, vsak korak poskušate na nek način ozavestiti. Zdaj, vaša oblika bolezni, če prav razumem, je taka, ko so precej pogosti zagoni, pa potem je izboljšanje stanja, pa spet zagoni. Zdaj s sodobnimi terapijami, ki jih imate bolniki na voljo in so v Sloveniji na srečo dostopne, je teh zagonov manj in je seveda tudi teh omejitev, ki iz napredovale bolezni izhajajo, tako sem vsaj prebrala, potem v nadaljevanju manj in danes bolniki bolje živite kljub multipli sklerozi kot ljudje še pred 10-20 leti. To drži? Glejte, tako bom rekla, to drži. Zdravil je trenutno ogromno na tržišču. Dobra zdravila so pa, rekla, mogoče se sedaj prej diagnosticira kot multiplo sklerozo, kot je bilo to, ne vem, pred 15-20 leti. Ampak ne smemo pa pozabiti, da smo vsak bolnik za multiplo sklerozo je drugačen. In nekateremu zdravilo pomaga, pa je fantastičen, drugemu pa ne bo. In nikoli ne vemo za 100%, čeprav rečemo, to zdravilo je top in vam bo pomagalo. Ja, njemu ja, meni pa ne. Plus tega je več oblik multiple skleroze. Pri recidivno-remitentni, ko ima zagone, so zdravila ok, nekako so zdravila. Potem pa imamo še 2 obliki, ko pa ni tega tako, ne? In je problem. Tako da vse posploševati je zelo težko, posploševanje. Še v zdravju, kaj šele v bolezni, ne? Ker smo si tako različne, ja. Pri multipli pa še posebej, čisto vsak je drugačen.
Renata, najlepša hvala za enkrat. Hvala tudi vam. Način, kako ste nam pripovedovali o multipli sklerozi, nam že daje slutiti, da je to bolezen v resnici tisočerih obrazov, tako jo tudi imenujete, ker pravite, vsak bolnik se na nek način nanjo odziva na drugačen način stoji ob strani, tudi na zloben način, kot ste rekli prej, Ja, za drži. multiplo sklerozo. Se pravi, bolniki potrebujejo zdravstveno obravnavo, cele skupine lahko zdravstvenih strokovnjakov, specialistov, zdravstvene nege, fizioterapevtov, delovnih terapevtov, kot je tudi naša Renata Žohar, in kliničnega psihologa. Zato zdaj vabim, da se nam pridružita tudi klinična psihologinja, docentka doktorica Ana Užura Bričko. Gospa Bričko prihaja z nevrološke klinike UKC Ljubljana in gospa Dejana Zajc je pa delovna terapevtka Zuri Soča. Obema lep pozdrav. Tako, pa si bomo malo izmenjevali te mikrofone. Doktorica Užura Bričko, vi ste klinična psihologinja na nevrološki kliniki, delate, se vsak dan srečujete predvsem z bolnicami z multiplo sklerozo. Slišali smo že Renato, ko je izvedela za bolezen, soočenje ni bilo tako zelo enostavno, se je odločila, šla v akcijo, ampak vendarle tisti prvi stik pa gotovo ne more biti prijeten. Kako bolniki to običajno sprejmejo? Dober dan. Gospa je zelo lepo opisala svojo izkušnjo. Mislim, da je to zelo veliko vredno, da izveš, kako je to izgleda iz prve roke. Strokovnjaki pa poskušamo po svoje pomagati, da bi ta proces sprejemanja diagnoze potekal čim lažje, čim hitreje. Začne se seveda s tem, da to informacijo sporoči zdravnik. In v kliničnem centru imamo zato prav neko izobraževanje, kako sporočati slabo novico za zdravnike. Tako da je tisti trenutek, ko človek zve za neko bolezen, morda vse nekoliko lažje. Klinični psihologi pa poskušamo pomagati v tistih primerih, kadar je situacija težja, kadar gre za predvsem mlajše bolnike ali pa pač za bolnike, ki se soočajo z več težavami ob sprejemanju. Za nikogar pa to ni lahko. Ljudje povejo, da se sprašujejo, zakaj prav jaz, zakaj ta bolezen, zakaj prav zdaj, ta najbolj ključna vprašanja. In grejo skozi nek proces, ki ni kratek in je tudi raznolik. Tako da tukaj ne bi mogli govoriti o nekih splošnih nasvetih. Je pa tako, da so raziskave pokazale, da tiste osebe, ki v tej težki situaciji najdejo tudi kar pozitivnega, tako kot je povedala gospa Renata, pri njih poteka sprejemanje ugodneje. Se pravi, ta sposobnost najti nekaj pozitivnega tudi v težkih situacijah je tisto, kar nam ljudem pomaga to prebroditi in narediti vse skupaj lažje. Tisto, kar se mi zdi tudi pomembno, zdaj ne vem, če ravno strokovnega psihološkega vidika, ampak tako po človeški laični plati, človek več informacij, ko ima, morda nas je takrat manj strah, bolj smo opolnomočeni, nekako se ti zdi, da dobiš energijo iz izkušenj drugih, pa se lažje spopada z različnimi situacijami. Gospa Renata, vi ste ob vsem, kar doživljate, kar ste doživljali, se pravi bolezen, poklic in tako naprej, družina, majhen otrok, ste ustanovili društvo Spoznajmo multiplo sklerozo. Zakaj ste ustanovili društvo in zakaj se vam zdi pomembno, da se ljudje, bolniki z isto izkušnjo, podobnimi izkušnjami srečujete in te informacije si izmenjujete? Ustanovili smo društvo. Bila je ena pač skupinica obolelih za multiplo sklerozo, ko smo pa rekli, mi pa nekaj delali pa čisto za sebe, pa skupaj smo, pa sicer, če se vsi skupaj sestavimo, smo prav za enega, pa smo se potem tudi malo bolj počutili močne, da nekaj naredimo koristne, čeprav nam je bila v začetku odvzeta to sposobnost, moč, da ti pa tako ne zmoreš tega, pa smo rekli, lahko pa nekaj drugega. In smo želeli predvsem povezati bolnika z družino.
In nam je zelo pomembno, da se dobivamo skupaj za družino, da nismo mi pa vi, ampak smo vsi skupaj. Jaz stojim za tem, da jaz sem v moji družini bolana, ampak multipla skleroza je prizadela, oziroma na nek način sta zbolela tudi moj mož in moj otrok. In če se skupaj ne zdravimo, gledajte, potem je to problem. In naše društvo dela predvsem na tem, da govorimo o tem, da nas vse skupaj prizadene. Tako je to, ko grejo otroci recimo v šolo. Je pa postane stiska, ni denarja za šolske potrebščine, 4 urnike, manj denarja, penzije. Pa smo rekli, bi pa mi zbrali denar, pa bi tem otrokom, ne vem, dali bone za v šolo, da bi na malo drugačen način delali, malo nekaj drugega, ker v svetu je ogromno društev za multiplo sklerozo, ki počnejo vsak svojo stvar. In smo rekli, mi pa bi tudi nekaj počeli. Tako, pomembno je, da počnete to skupaj, tako bolniki kot podporniki, seveda družine. Docentka Užura Brečko pa strokovnega vidika nam tudi zna pojasniti in iz izkušenj s svojimi bolniki ve, kako pomembna je podpora družine. Ker družina, kot pravi gospa Renata, je prizadeta, rekli smo, med 20 in 40 letom, ali bom imela otroke, čeprav vem, da je možnost, da se mi bo bolezen, skratka, da bo napredovala, ali bomo imeli otroke, jih ne bomo imeli, bodo take omejitve, bomo šli na dopust, pa bo ravno takrat zagon. Kaj to pomeni za družino? Tako je. Tukaj je tako jasno, da je izguba ali pa prizadetost mladega človeka pri taki bolezni kljub vsemu bistveno večja, kot če se to zgodi kasneje. Nikoli ni lahko, ampak nekako pri mladem človeku, kjer se še vse postavlja, včasih se celo zgodi, da se to zgodi pri mladem človeku, ki sploh še nima družine, ki je še v primarni družini in komaj vzpostavlja svojo samostojnost in ga ta bolezen vrže za nekaj korakov nazaj. On si želi se osamosvojiti, najti partnerja in tako naprej. In ne ve, kako bo zdaj s to boleznijo po tej poti stopil. Tako da tukaj je ogromno takih vprašanj, ki se pojavijo glede na to, na kateri stopnji v življenju se človek pred to preizkušnjo znajde. Pa tudi seveda, kar je logično, raziskave kažejo, da če družina podpira osebo, je verjetnost, da bo ta oseba dodatno zbolela za depresijo, anksioznostjo in tako naprej mnogo manjša. Če bi vzeli samo en najbolj ključen dejavnik, bi to bil podpora okolja, se pravi tistega najožjega okolja. Manj pomembno, ampak vseeno zelo pomembno je pa tudi širše okolja, tako kot je gospa povedala, kaj se zgodi na delovnem mestu, kako drugi reagirajo, kaj ljudje šešljajo, ko nekoga vidijo, da šepa, kako se ljudje odzovejo na to, da je nekdo lahko tudi vidno invaliden. Vse te stvari v družbi se počasi spreminjajo, se mi zdi ravno zaradi takih projektov, kot je ta, da se najdejo neke kvalitetne informacije. Zato, ker to, kar danes vemo, je, da je na internetu ogromno informacij, ampak niso vse zanesljive in kvalitetne. Za nekatere bolnike je to iskanje po internetu izredno stresno. Najdejo razne nepravilne, netočne, prav napačne, strašljive informacije. Tako da je veliko lažje, če se lahko usmerijo in preberejo neke informacije, ki jih spodbudijo in jim povejo nekaj, kar je realno. Super. Omenjali sta obe z gospo Renato, kako pomembno je, da človek ostaja samostojen, da ima podporo seveda na tej poti, pa tudi fizično, da je samostojen, da lahko upravlja vse naloge v zasebnem življenju, v službi. Gospa Zajc, vi delate tudi z bolniki z multiplo sklerozo na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu na Soči. Na kakšen način lahko delovna terapija pomaga bolnikom z multiplo sklerozo? Pozdravljeni še z moje strani. Pri nas imamo na primer res oddelek, prvi nevrološki, kjer se dobivajo tudi pacienti z multiplo sklerozo in najprej naredimo en tak uvoden intervju, zberemo malo podatke,
In predvsem to, da je bolnik postane aktiven partner v našem odnosu. Nam je zelo pomembno, da on izpostavi svoje težave, svoje probleme, tako kot smo že rekli neparkrat, je to bolezen 100 obrazov in vsak bolnik ima svoje različne vloge, svoje različne želje. Delovna terapija se pa usmerja predvsem na 3 osnovne stvari, to je skrb za samega sebe, potem je tudi neko delo, ali lahko so to neplačana dela, kot so gospodinjska opravila, pa skrb za otroke, in pa tudi nek prosti čas oziroma nekaj, kar mene napolne ponovno z energijo, da sem kos vsem tem svojim zadolžitvam in nalogam. Tako da velikokrat se srečujemo z bolniki, predvsem, ker so mogoče že malo bolj v napredni fazi, ko se odločajo tudi naprimer za nek pripomoček, ki olajša aktivnosti, ki se od bolnika pričakujejo oziroma si jih želi tudi sami izvajati. Pri dnevnih aktivnostih ponavadi nimamo takih velikih zadržkov, kakšen pripomoček za obuvanje nogavic, pač nekdo, da ohranja svojo aktivnost in tudi naprimer samostojnost čim dlje, ali pa sedež v kopalnici, da je naprimer varnost zagotovljena in večja, navadno ni tak velik. Naprimer, velika težava sprejeti, ampak že naprimer za hoduljo, se odločiti za hoduljo, ja ali ne. Naprimer, v gospodinjstvu je lahko hodulja ogromna, kako bi rekla, varna in pa tudi učinkovita zadeva, ki ti lahko zelo pomaga. Nes perilo iz kopalnice na balkon, naprimer za obešanje. Ko ga položiš na hoduljo in odpelješ, je to bistveno lažje in tudi varnejše. Hodulje imajo navadno take malo višje stolčke, na katerim se lahko odpočiješ, medtem ko kuhaš kosilo. Nekateri tudi z njimi likajo, ker imajo še naslon za roke. Zdaj, nekateri znajo pripomoček izkoristiti v prid in ne vzamejo, da je pripomoček zdaj pa izguba v boju z boleznijo. Če je pripomoček v pravem času in pravi, ti lahko samo ohrani energijo za stvari, ki bi jih pa res želel narediti. In za katere potem, če narediš te osnovne stvari, ponavadno zmanjka časa. Imamo pa tudi določene druge strategije, ki se učijo, če bolniki naprimer izpostavijo, ko grem pomit po tleh, ne morem vstati. In naredimo naprimer protokole vstajanja iz tal. Kaj moram narediti, kako predvidevam aktivnost. Tudi naprimer obvladovanje utrudljivosti je en tak zelo, zelo pereč problem pri bolnikih. Jaz vedno rečem, treba je načrtovati aktivnost, ampak ko ti načrtuješ, lahko v bistvu nekatere stvari tudi spustiš, ki niso nujno potrebne, predvsem je pa potrebno načrtovati tudi vmes počitek. Ni važno samo, da bom jaz stvar naredil, ampak bom naredil samo toliko, se bom šel spočiti, čeprav še nisem zelo utrujen. Ker če je utrudljivost prevelika, pa potem rabijo večinoma bolnikov veliko časa, da se nazaj regenerirajo. Tako da strategije, ki jih imamo v delovni terapiji, so pač nekako usmerjene na bolnika. In največ dosežemo, če je to nek aktivni partner, s katerim res lahko skupaj sodelujemo in se potem odločamo. Jaz vedno rečem, bolnik je šef. Tako, omenjali ste utrudljivost, prav to je ena močnih značilnosti bolnikov, recimo, s katero se soočajo v vsakdanjem življenju bolniki z multiplo sklerozo, menda prav v popoldanskem času, da si zelo, zelo utrujen. To človeka zelo uvira, ne? In je fino, kot ste rekli, da predvidi, ozavesti, kot je gospa Renata že rekla, ves čas razmišljaš, še če se oglasi multipla skleroza, torej ko nekaj delaš, predvidiš čas za počitek. Skratka, vse skupaj, kar počnete, je namenjeno, da bi bolniku pomagali, da bi bil čim bolj in čim dlje samostojen. Ja, poleg tega pa je naprimer tudi strategija neuporabe. Malo zamenjamo. Ja. Se naprimer zgodi, da je desna ali pa leva roka slabša. In bolniki se zelo hitro navadijo, da naredijo vse s tisto hitrejšo, boljšo, učinkovitejšo roko in zanemarjajo tisto, kar pa jim dela malo več težav. Stvar je v tem, da bolnike učimo, kako ne zanemarjati, naprimer, ud, ki je malo paretičen. Treba je naprimer določene naloge, ki jih pač moramo narediti, vključiti kot domača naloga, ker zelo dolgo časa rabimo, da se ta ud ponovno vzpostavi, če je že zanemarjanje bilo narejeno. In to so take preproste stvari. Odpreti hladilnik, vedno ga bom odprl s paretično roko, se bom za boljšo vzel ven mleko in zaprl ga bom s paretično roko. To ne vzame veliko več časa, kot če bi vse naredil s hitrejšo roko, ker je pač bolj učinkovita in je občutek v njej boljši. In teh aktivnosti je lahko pač
cel seznam, pa grem v stranišče, odprem, naprimer, potegnem vodo, ali odprem pipo, ali odprem vrata, predal. To si lahko sam pri sebi narediš seznam, pri katerih aktivnostih meni časa ne vzame veliko več, ampak uporabljal bom to roko, ki mi mal nagaja. In tle ohranjamo to samostojnost, aktivnost dlje časa, kar je tisto, kar je nekje naš cilj, da se človek, tako kot je rekla pač lepo Renata, nauči živeti s to boleznijo. In zelo pomembno je, da se imamo radi, da ne pretiravamo v nobeni stvari. Treba je imeti in počitek in delo. Tisti, ki bi se pa mogoče preveč crkljali, ne bi delali, potem lahko določene sposobnosti tudi izgubijo. Tako da treba je biti res umetnik živeti z multiplo sklerozo. Torej, biti prizanesljivi, pa hkrati spet ne preveč, pa delovni. To ni vedno enostavno, ne? Ob tem strahu morda, težkem soočanju z boleznijo ali pa če človek nima vsakdo družine, partnerja, ki bi ti stal ob strani, široke socialne mreže. To ni danost, ne? To ni dano vsem ljudem. Zdaj, kako je pa recimo s temi ljudmi, ki pa težje se soočajo z boleznijo, imajo manj podpore, manj sodelujejo pri učenju takih nadomestnih strategij? Doktorica Brečko. Ja, pri samem sprejemanju diagnoze v nekih najtežjih primerih lahko pride celo do posttravmatske stresne motnje, se pravi do tako hudega stresa povzročenega z skrbmi, ki jih oseba takrat doživi, a ne, da se človek zaradi tega ima ponoči nočne more, a ne, je pretirano vzdražljiv, hitro skoči, ko se karkoli dogaja, in lahko pride seveda kot ena izmed delov reakcije, ki je normalen, je potrtost, ne? Ampak potrtost v tej, temu pravimo bolezenskim fazi, se pravi kot depresija, pa sigurno pomeni neko, zaustavlja sam proces sprejemanja diagnoze, ne? In kadar gre za bolnike z multiplo sklerozo, ki imajo ali pri soočanju z diagnozo ali kasneje v življenju več težav, jih zdravniki ponavadi napotijo k kliničnemu psihologu v psihoterapevtsko podporo ali pa k psihiatru, psihoterapevtsko podporo ali kot podporo z zdravili. In izkazalo se je, da sta oba načina, se pravi podpora zdravili in psihoterapija, predvsem kognitivno-vedenjska psihoterapija, zelo učinkovita pri bolnikih z multiplo sklerozo in jim zelo pomagata. Kaj pa stres? Stres je v vsakdanjem življenju močno prisoten. A je kakšna povezava med stresom in številčnostjo zagonov, recimo multiple? Ja, v zadnjih mogoče 10 letih se je pojavilo precej raziskav na področju stresa in vpliva, ki ga ima na multiplo sklerozo. Pokazali so, da akutni stresni dogodki povečujejo verjetnost zagona pri multipli sklerozi. Pokazalo se je pa tudi, da sam kroničen stres, ki ga povzroča bolezen, pa ne povečuje verjetnosti zagona. Se pravi, da so taki enkratni, težki dogodki bili tisti, ki so najbolj prispevali k temu, da se je bolezen poslabšala. Danes se s tem ukvarja ena cela veja znanosti, ki se pravi psihoneuroimunologija, ki razlaga, zakaj naš imunski sistem odreagira na stres tako, kot odreagira, ne? Zakaj to tako negativno vpliva na naše zdravje. In potem seveda se takoj pojavi vprašanje, ker se stresnim dogodkom ne moremo izogniti, kako si lahko pomagamo, da stres lažje prebrodimo, si lažje pomagamo. Zato se tudi pri bolnikih z multiplo sklerozo vedno več uporablja prav ta kognitivno-vedenjska psihoterapija in pomoč pri soočanju s stresom, ne? Izboljšanje strategij soočanja s stresom. Bi pa tukaj mogoče omenila samo še to, da zaenkrat ni dokazal, da stres lahko povzroči nastanek bolezni multiple skleroze, zato danes ni nobenega dokaza, tako da nam večkrat bolniki povejo, da imajo občutke krivde, a ne, da sam sem si povzročil bolezen, a ne. Če bi se le drugače odločila, se mogoče to ne bi zgodilo, a ne. In mislim, da je ta krivda povsem odveč, a ne. Da je tukaj ogromno enih dejavnikov, ki vpliva od dednih, a ne, okoljskih in tako naprej,
na to, da se pojavi bolezen. Vzrok še ni seveda v celoti pojasnen. Prebrala sem, da velik del bolnikov, mislim, da celo tja do 50%, ima kognitivne motnje in to je pa zdaj pa res potem tudi problem na delovnem mestu, a ne, če so ene fizične ovire, pa potem so kognitivne motnje. Kako je z to možnostjo, da se ljudje čim dlje vključujejo v delovno okolje, da so delovni, delovno aktivni, pri bolnikih z multiplo sklerozo? Kakšna težava je v resnici to? Jaz mislim, da je tukaj pa zelo odvisno od samega delodajalca. Zelo velikokrat, pa nas imamo tudi Center za poklicno rehabilitacijo. Oni se ponavadi povežejo s samim delodajalcem. Kot pa jaz opažam v terapiji, je pa prav utrudljivost tista, ki je zelo velikokrat velik vzrok in pa ta oddaljenost delovnega mesta od kraja bivanja. Ali pa neustrezno, naprimer preveč stopnic in vse to. In marsikakšnemu bolniku prav te stvari pomenijo preveliko oviro, da bi se lahko vračal tudi magar za skrajšani delovni čas. Ne. Tako da to zna biti kar velik problem pri samih bolnikih. Ne. Tisto, kar me zanima, vajne izkušnje, a ne, ki delata obe z bolniki z multiplo sklerozo, kako v resnici pa so naši delodajalci pripravljeni prilagoditi ali koliko imajo možnosti prilagajati delovno mesto, tako fizične ovire, pa potem delovne procese tako prilagajati. Kaj pravijo ljudje, s katerimi se vidve srečujeta? Jih kaj razumejo in stojijo ob strani delodajalci, če imajo seveda to možnost, vedno jo tudi delodajalci nimajo, ne? Zdaj, odvisno je res mogoče tudi od same osebe z multiplo sklerozo, koliko si ona to želi in pa koliko tudi pove, da ji prisluhnejo. Kakšna mala prilagoditev s specialnim stolom, mogoče kakšne prilagoditve tudi pri računalniku, to navadno niso ovira. Če pa gre tukaj za kakšne večje prilagoditve, pa potem znajo biti kar težave. Ne. Pa nas imamo tudi na Soči pač neko pametno stanovanje, kjer imamo tudi zaposleno inženirko in tudi ona naprimer lahko prilagodi naprimer računalnik ali pa kakšne tablice pač osebam, ki imajo neke posebne potrebe, naprimer če je tukaj prisotna taksija, da se samo izpiše en A in da si lahko bolj učinkovit, da nimaš 3 A-je, naprimer zato, ker roka malo predolgo časa zastane na tipkovnici. Ne. Tako da neke take osnovne prilagoditve ali pa kakšni specialni stoli se dajo probati, kakšni mogoče tudi te nasloni za roke, da malo preprečujejo utrudljivost, ampak večino tega je to samoplačniško oziroma če je pripravljen to narediti delodajalec sam. Dobro. Jaz predlagam, da damo možnost še občinstvu, če so kakšna vprašanja. Zaenkrat hvala lepa tako docentki doktorici Ožura kot gospe delovni terapevtki Zajc. Je morda kakšno vprašanje iz občinstva za naši strokovnjakini ali pa za gospo Renato že ta hip ali boste potem individualno morda kasneje? Ja? Dobro. Potem pa vas prosim, Renata, če nam predstavite, že ves čas gledamo kle zanimiv naslovnico, kako bi človek temu rekel, skratka te naslove, video vsebine, ki si jih bomo ogledali na YouTubeu, MS Reporter, nov kanal video vsebin in vas prosim, če nam predstavite, ker to je video kanal oziroma so video vsebine MS Reporter, ki ste jih sami naredili bolniki v društvu. Zakaj ste pravzaprav šli v izdelavo teh videov in kaj pričakujete z njimi? Kar en lep čas smo se pogovarjali med sabo, da imamo pač določena vprašanja. Pa ne bi rekla toliko mi, bolniki z multiplo sklerozo, koliko naši svojci. V našem društvu je ogromno svojcev članjenih in so zelo aktivni v tem društvu. In so me spraševali takšne vprašanja, ko sem jaz rekla, pa dobro, no, pa pojma, ja, pa nisem jaz psiholog, pa nisem doktor, pa ne. In potem sem po nekem naključju spoznala Jureta, ki se spozna na tehniko in je nekako prišla določena ideja, kaj če bi pa mi, naše društvo, naredilo MS Reporterja, tako, kako sem že prej rekla, nekateri bolniki so bolj mobilni, drugi smo malo manj, neki znajo za tehniko, neki ne, in smo se združili moči, pa smo rekli, bi pa mi to delali.
postavili vprašanja nekomu, ki nam bo znal odgovoriti, posnamemo, damo na YouTube kanal, na našo spletno stran, pa povežemo spletno stran z kanalom in obratno. Seveda smo uporabili tudi support, ker sami smo bili pa le premali, ne? In moram se zahvaliti farmacevtskemu podjetju Roš, ki je našo idejo sprejel in pa bil pripravljen nam jo podpreti. Tako da, iskrena hvala. MS Reporter, skratka, gre za reporterja o multipli sklerozi, ki, kot smo se pogovarjali, vpraša strokovnjake tisto, kar si vsak bolnik ne upa vprašati, ko je recimo pri ginekologu, ko je pri urologu, ko je pri medicinski sestri. Veliko je nekih pridruženih stanj, ki se pravzaprav priključujejo na multiplo sklerozo, lahko so težave z mokrenjem, lahko so težave v spolnosti. In zdaj nekdo zmore se o tem pogovarjati, nekdo pa spet tudi ne. In tudi taka kočljiva v narekovajih, bolj tabuizirana vprašanja, ki so pomembna za svojce in za bolnike, boste v nadaljevanju odpirali s tem MS Reporterjem, a ne? Ja, zato vas kar sedaj vabim, če bo imel do kakšno vprašanje, lahko se obrnete na društvo, ga izpostavite, mi bomo šli po odgovore in potem objavljali. Bomo pa seveda se trudili, da bomo vsak mesec nadgrajevali MS Reportera z novimi vprašanji in z novimi odgovori. Pa še tako bom rekla, za vse, ko imate bilo kakšno vprašanje o multipli sklerozi, nobeno vprašanje ni napačno in nobeno vprašanje ni neumno ali pa nepotrebno. Čisto vsako vprašanje je pomembno in vsako si zasluži odgovor. A bomo pogledali kakšen ta video izobraževalno vsebino in seveda katero? Ja, glede na to, da danes sem tukaj jaz, pa seveda strokovnjaki z področja psihologije, delovne terapije, pa smo rekli, bi pa pogledali, kaj pa je nam odgovoril zdravnik na vprašanje. Tako da imamo en malo manjši multidisciplinarni tim narejeni tukaj danes. Bolniki z multiplo sklerozo pogosto preberemo v katerih člankih, ko se zanimamo, kaj sploh multipla skleroza je, o nekih zagonih, da se pojavljajo zagoni. Kaj to sploh zagoni so pri multipli sklerozi in kako jih prepoznati? Zagoni so v bistvu nevrološki znaki, ki se pojavijo pri poslabšanju bolezni ponavadi, in to zdaj, če govorimo o najbolj pogosti recidivno-remitentni obliki multiple skleroze, ta značilno poteka v zagonih, torej v obdobjih poslabšanja, ki se potem v nekaj recimo tednih ali pa mesecih lahko te nevrološke težave pa popravljajo. No in zagon je tisto, kar dejansko najprej bolnik čuti kot neke simptome, mi pa pri pregledu potem to najdemo z določenimi ali pa potrdimo z določenimi znaki. Zdaj pa je pri multipli sklerozi pa treba vedeti, da poteka ta bolezen z značilnimi znaki nevrološkimi, ali pa tudi lahko rečemo simptomi, to, kar bolniki čutite. In zato rečemo vsakemu takemu poslabšanju nevrološkega stanja v bistvu zagon. Da pa nekega malo bolj natančno opredelimo, ker je to vedno pač potrebno, je pa dobro vedeti, da je zagon nekaj, kar se zgodi recimo vseeno v nekaj dneh običajno, ne zdaj čez noč ali pa v eni uri, takoj hipno, ampak se razvije postopoma običajno v nekaj dneh in tipično je vseeno, da zagon mora trajati, se pravi težave morajo trajati vsaj en dan, se pravi vsaj 24 ur neprenehoma, da potem rečemo temu, aha, to je na novo nastalo, to je nov zagon, se pravi značilnih za recimo multiplo sklerozo nevroloških težav. Takole ob koncu, Renata, predajam vam kot predsednici društva Spoznajmo multiplo sklerozo še čas za sklepno misel, preden si vsi skupaj privoščimo eno kavico, pa potem bo seveda možnost tudi za neformalen pogovor. Jaz bi se vam najlepše zahvalila za obisk, da ste se danes odzvali našemu povabilu.
Ob enem bi pa se zahvalila, zdaj še bi prosila mojega moža, prosim, ja. No to pa je pač, tako sem doma, ne, ko se dvignem pa rečem, daj no, zdaj, prosim, rabim nekaj. Gospa Ana, najlepša hvala, da ste se odzvali za povabilo in tudi za sodelovanje pri MS Reporterju. Iskrena hvala. Ja, z veseljem. Izvolite. Aha, ja, to pa lahko. Iskrena hvala, da ste se našemu povabilu odzvali. Mislim, zelo sem ponosna, da ste prišli, kolegica. Hvala. Da vidimo, da delovni terapevti tudi skupaj sodelujemo. Najlepša hvala. Hvala. Ja, hvala lepa. Ja, gospa Slavka, kaj naj rečem? Ne, to pa je za vas. Iskrena hvala za vso vašo potrpežljivost, organizacijo in pa za sodelovanje. Saj jaz vem, z mano je tudi težko, pa najlepša hvala. Pa da še bo... Človek se vas prle, ko navadi, imam moža, tako da... Ja. Aha. Iskrena hvala. Hvala lepa. Ja. Zdaj pa mislim, da je čas tudi za neformalni del, da gremo skupaj na kavo, na rogljiček. Tam na koncu na tistih mizah je tudi naš material, brošurice, ki smo jih v lanskem in predlanskem letu izdelali tako, da si jih lahko vzamete. Tudi pristopne izjave v članstvo našega društva so, če se mogoče kdo želi včlaniti. Pa želim vam lep dan.